Prebrala sem resnično zgodbo o ostarelem verniku, čigar hči je poklicala mladega duhovnika in ga prosila za obisk na domu. Ko je duhovnik prišel na obisk, je starček že ležal na postelji. Poleg postelje pa je imel pripravljen stol. Duhovnik je predvideval, da je stol že pripravljen zanj. In zato hudomušno pripomnil: kako lepo, da ste mi že pripravili stol. Starček se je zasmejal in mu dejal: ali lahko zaprete vrata? Veste, tega, kar vam bom povedal, nisem še nikomur zaupal. Celo življenje se že borim z vprašanjem, kako naj molim. V cerkvi smo vedno znova poslušali, kako je potrebno moliti. Ampak meni kot moškemu je bilo to tako čudno. Nekega dne pa mi je prijatelj dejal, da je molitev v bistvu pogovor z Bogom. Zato sem si postavil prazen stol kot simbol tega, da se lahko pogovarjam z Bogom. Čez 2 dni je duhovnika poklicala hči ostarelega vernika in mu povedala, da je njen oče umrl. Pred smrtjo je oče rekel, da te srečanje z Bogom spremeni, saj nikoli več nisi enak. Ko se je čez 1 uro vrnila iz trgovine, je namreč ugotovila, da je oče umrl. Toda najbolj nenavadno je bilo, da je tik pred smrtjo nagnil svojo glavo, jo položil na stol poleg postelje, kot bi tam počival. Zraven na stolu pa je imel odprto krstnico Svetega pisma iz preroka Izaije 6:7, kjer pravi: dotaknil se je mojih ustnic in rekel: glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic. Tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.